Mogoče bi začel s tem, da v bistvu že nekaj let oziroma kar dolgo hodim v gore in da pravzaprav ta cikel, ki ga tle predstavljam v galeriji Kresija, na nek način poseben prav v tem, da so te gore v bistvu zdaj končno stopile iz neke podzavesti v bistvu neko vizualizacijo. Zdaj, zakaj nisem to že prej počel, je bilo najbrž problem v jeziku, ker je potrebno pač izumiti svoj specifičen jezik, ker struktura kamna, struktura samih gora je zelo specifična in mislim, da sem moral precej spremeniti sam postopek slikanja, da sem lahko v bistvu pričaral približno ta občutek. Zdaj, razstava nosi naslov Topologija Zlatoroga. Na nek način to pomeni, seveda v metaforičnem smislu, topologija kot znanstvena veda, ki se ukvarja s fenomenom prostora, se pravi s fenomenologijo preslikovanja določenih množic v drugo, s tem, da se te lastnosti ne izgubijo. Jaz sem pa to lastnost v bistvu na nek način prevedel ali pa spravil v neko psihološko raven. Se pravi, da pri meni gre za potovanje bolj skozi neke nezavedne plasti, ki so v nas, kot v bistvu neki rajski vrtovi ali pa ideali. Zato tudi nosi razstava naslov Topologija Zlatoroga. Se pravi, imamo spoj dveh nasprotujočih si stvari. Eno je pravljica o Zlatorogu, ki jo verjetno vsi poznamo precej dobro. Drugo je pa v bistvu znanstvena veda in pravzaprav spoj obojega nosi pri meni v bistvu vedno nek specifičen odnos, ki je v bistvu na nek način kontradiktoren, kajti naše življenje je samo po sebi kontradiktorno. Tako da lahko tudi izpostavim, da idealni svetovi, ki jih nosimo v sebi, si jih na nek način želimo, po drugi strani si jih zamejujemo. In te zamejitve so v bistvu fenomen teh mrež, naporov doseči nekaj, ampak čim se približamo temu, da bomo to dosegli, nas je strah, da potem ne postaja več nov ideal. Večinoma me ljudje sprašujejo, zakaj v mojih slikah ni figure. Pri tem pa pozabljajo, da pravzaprav figura je in figure smo mi sami oziroma cela slika smo mi, kajti vse te stene, stavbe, tudi če gledamo v bistvu simbologijo ali pa fenomenologijo sanj, bomo videli, da stavba na nek način pomeni telo. In ker so to na nek način neke nezavedne sanje, v bistvu smo to mi sami. Se pravi, sami se soočamo z nekimi svojimi svetovi, ki so v slikah in seveda pa vsakemu posamezniku moja slika sproži drugačen občutek. Drugače se prepozna, drugače vidi te stvari. Za nekatere so slike rajski svetovi, za nekatere v bistvu bolj neka fantazma. Recimo veliko ljudi vidi slike kot temačne, jaz sam jih ne, ker mislim, da svetlobice, ki jih podajam v slikah in ki pomenijo nek žar, nekaj, kar v bistvu poskuša si prizadevati preživeti v teh nekem okolju, kakršnem smo danes, pomeni, da v bistvu moraš sliko zelo potemniti, da ta svetloba pride na dan. Se pravi, brez teme ni svetlobe. Mogoče še zanimiv sam postopek slikanja, ki se opira pravzaprav na popolnoma digitalno tehnologijo. In sicer vse slike so pravzaprav nastale na osnutkih, ki so narejeni v 3D programu. Te slike so na nek način paravani. Vsi vtisi, ki jih jaz na nek način povzamem ali pa se v meni nabirajo skozi čas ali pa na potovanjih, in dozorevajo v neke zamisli, v bistvu potem jaz te zamisli naredim v 3D schemi, zaradi tega, da si pravzaprav lažje vizualiziram kot pogleda, se pravi perspektivični kot, tudi samo vsebino in potem jaz v bistvu te posnetke, ki jih naredim v naravi ali pa bodisi kjerkoli, mapiram na te strukture in v bistvu iz tega naredim osnutek, kar je potem šele podlaga za sliko. Zdaj seveda postavlja se v bistvu neko zelo umestno vprašanje,
zakaj je potrebno še slikati pri tem, ne? Jaz moram reči, da sem še vedno zavezan slikarstvu v tem smislu, da slika hoče preseči fotografijo v tem, da je kot slikana, sama slika nosi v bistvu bistveno več napak. To sem nalašč izpostavil, ker menim, da so seveda napake v nekem pozitivnem smislu, ne, nosijo tisto nedokončanost, ki jo fotografija na nek način ne zmore ali pa je do nje zelo trda, ne. Recimo, jaz podslikujem vse slike z rdečo barvo in tudi puščam, da ta rdeča barva proseva kot neka podzavest, ne, in to je tudi nekaj, kar v fotografiji težko narediš oziroma nima smisla, da bi se s temi postopki tam ukvarjal, ne. Mislim, da so slike v tej strukturi ali pa teksturi slikanja bistveno bolj zanimive, ne, ker določene stvari je lepše pustiti nedokončane, zato da tudi gledalec lažje vstopi skozi vse te plasti do slike in si jih začne razlagati po svoje, ne. To druga, recimo, lastnost, ki je zelo podobna klasičnemu slikarstvu, ki ga jaz uporabljam kot renesančno slikarstvo, se pravi, da slikam z lazurami, sloj na sloj, je v bistvu zelo podobna sodobnemu orodju, kot je Photoshop, ne, ker se tudi osnutki v bistvu na nek način delajo v layerjih, ne, in jaz na nek način tudi ta postopek potem ponavljam v slikarstvu, ne, seveda skozi oljne plasti. Zato tudi te slike imajo tak lesk. To v bistvu ni noben lak, ampak so samo plasti, ki se nalagajo s posebnim firnežem, ne. Zato, da se ustvarja pravzaprav večja globina. Mogoče besedo dve še o tehničnih pomagalih oziroma napravah, ki so prisotne skoraj v vsakem mojem delu. To je pravzaprav način, kako si jaz zamišljam prisotnost človeka v naravi, tako bi rekel, ali pa kako se ta figura, ki nadomešča klasično človeško figuro, kaže v teh tehnoloških naporih doseči nek cilj. Zdaj, če dobro pogledamo, bomo videli, da se povsod so ti elementi, tehnološki ali pa arhitekturni, tako rekoč brez nekega smisla, ne. So tam, so prisotni, kažejo na neko željo, na nek trud, napor, nekaj doseči, ampak mislim, da se to ne uresniči, ne. Zakaj točno taki elementi, če vam iskreno povem, ne vem zakaj, ker tega se domišljam v bistvu čisto podzavestno, ne, in to skonstruiram in dam v nek dialog s to pokrajino, ne. Ampak bistveno se mi zdi ravno v tem prikazu silnega človeškega tehnološkega napora doseči nek cilj, se pravi ugotoviti neko končno resnico, kajti zgodba o Zlatorogu lahko tudi simbolizira v bistvu to končno spoznanje, se pravi tisti raj, ne, ko dosežemo platformo in postanejo vse stvari jasne, vse resnice so tako rekoč razkrite in ampak potem se zgodi nekaj, potem nastopi smrt, ne. Zatega se ta napor pravzaprav nikoli ne uresniči, ker je proces pomembnejši od samega cilja. Tudi sama hoja v gore je recimo zelo zanimiva, če izpostavimo skozi knjigo Toma Virka, mislim, da je naslov Pot, ker že on pove, da je v bistvu potovanje v gore pomembnejše od samega cilja. Se pravi, pot je pomembnejša od cilja, ne. Na nek način jaz v bistvu v teh slikah ponazarjam potovanje, ne, ki se nikoli ne konča.